Pozdravljeni. Na vrsto je prišel tudi vikend svečene velike nagrade Španija. In kot ponavadi si bomo v uvodnem prispevku pogledali vse tiste zanimivosti ter značilnosti, še preden se bodo aktivnosti na progi pričele. Kot ponavadi bo tudi današnji uvodni prispevek razdeljen na 3 dobro znane dele. V prvem si bomo ogledali zanimivo dirko iz preteklosti. V drugem bomo našo pozornost usmerili na same lastnosti proge v Montmelorju. In na koncu, v tretjem, bomo še nekaj minut porabili za vremensko napoved. Današnja dirka iz preteklosti bo kontroverzna, dramatična in na meji legalnosti, namreč vrnili se bomo v davno leto 1975, ko so po ulicah Barcelone še zadnjič na progi Montjuïc organizirali dirko za veliko nagrado svetovnega prvenstva Formule 1. Kaj je bilo sprva tako irregularnega in kar je povzročilo skorajda stavko voznikov? Organizatorji se niso potrudili s pripravo same začasne proge in tiste jeklene odbojne ograje niso bile pritrjene po, imenujmo jih, takratnih standardih. Situacija je bila tako huda, da so razne ekipe celo posodile mehanike, da so lahko do začetka aktivnosti progo sploh pripravili. Ampak ni bilo dovolj. Svetovni prvak leta 1974, Emerson Fittipaldi, je napravil samo 3 kroge v kvalifikacijah, ampak dirke sploh ni začel. In takoj po štartu sta se iz protesta umaknila tudi njegov brat Wilson Fittipaldi in Arturo Merzario. A govoril sem o tem, da je bila dirka tudi dramatična. In kdor je sledil mojim predhodnim prispevkom, dobro ve, da se s tem izrazom ne igra. Zgodilo se je, da je Ralf Stolmenen izgubil zadnji aerodinamični stabilizator na njegovem hilu. In priletel je v eno izmed prej omenjenih odbojnih ograj. Kar je zanimivo, prav v tisti del je priletel, kjer so člani njegove ekipe pomagali postavljati strukturo. Odbilo ga je čez progo in utrpel je nekaj zlomov, kar ni dramatično. Dramatično je dejstvo, da smo imeli 4 smrtne žrtve. Eno med gasilci, eno med gledalci in 2 med novinarji. A kot bomo videli v nadaljevanju, se je zgodilo nekaj, kar v luči današnjih standardov Formule 1 je popolnoma nesprejemljivo. Namreč dirka je trajala še približno nadaljnje 4 kroge. In vodstvo je potrebovalo res preveč časa, da bi zadeve stalno prekinilo. In prav v tem obdobju je Jochen Mass prehitel Jackija Ixa. In ko se je direktor dirke končno odločil, da pač smrtnimi žrtvami ob progi se ne sme nadaljevati, je bil Jochen Mass razglašen za zmagovalca. Ampak ker so odpeljali le 29 krogov oziroma 109 kilometrov, dirka ni podelila polnih točk, temveč samo polovičnih.
in na 6. mestu se je takrat znašla Leila Lombardi. In tako na tej kontroverzni dirki za veliko nagrado Španije iz leta 1975 smo dobili edino žensko, ki je osvojila polovico točke svetovnega prvenstva Formule E. Do danes, seveda. A vrnimo se na progo v Barceloni, kjer bomo tokrat videli verjetno eno izmed zadnjih izvedb, a o tem bomo govorili malce bolj kasneje. Seveda, proga je nam, navdušencem, dobro znana z dvemi območji DRS in seveda tistimi ovinki, ki nekako združujejo večino preostalih prog v svetovnem prvenstvu Formule 1. Poenostavljeno povedano, če si hiter v Barceloni, si hiter tudi povsod drugje. Vsaj tako je veljalo nekoč. Potrebno posebej poudarjati, da smo prav tu pred leti imeli organizirana zimska testiranja z razlogom. Ne samo zaradi vremena, ampak tudi zaradi zanimivega zaporedja ovinkov. In če se sedaj ozremo na znamenito tabelo Pirellija, bomo tudi razumeli, zakaj. Izbor pnevmatik je čisto nasprotje od onega, kar smo videli na primer v Imoli ali pa na progi v Monaku. Namreč imeli bomo pnevmatike mešanic C1, C2 in C3. Takoj nam bo jasno, da so lastnosti proge čisto nekaj drugega, kar smo videli na prejšnjih dveh dirkah za veliko nagrado. Namreč vrednosti so visoke. V povprečju, torej vrednost 3, imamo seveda zbiranje, speševanje, mehanski oprem, ki ga daje asfalt in evolucijo same proge. Medtem ko abrazivnost asfalta in aerodinamični oprijem so tisti dve kategoriji, ki imajo vrednost 4. A najbolj pomembno je, da bočne sile ter stres, kateremu so podvržene pnevmatike, imajo vrednost 5, torej najvišjo, ki jo lahko določa Pirelli. Tudi zaradi tega je izbor padel na tiste 3 najtrši mešanice. Verjetno marsikoga sedaj zanima, kakšne so vrednosti, ki jih predpisuje Pirelli. Kar se tiče previsnega kota, nič novega, nič posebnega. Posebej, če gledamo na tisto, kar so predpisali v predhodnih sezonah. Na prednji osi je previsni kot 3 stopinje, na zadnji osi pa stopinjo celo 75. A bolj zanimiva je situacija pri samih tlakih. Bistveno višji od onih, ki smo jih videli na primer v Monaku, kar je po svoje tudi logično, ampak vidimo lahko, da na prednji osi je ta določena 26 funtov na kvadratni palec, na zadnji osi pa na 22 funtov na kvadratni palec. In sedaj, če te vrednosti primerjamo z lanskimi, bomo takoj ugotovili, da so se dvignile. Lani smo imeli na prednji osi vrednost 25 funtov in pol na kvadratni palec, na zadnji osi pa 21 funtov na kvadratni palec. Torej, lahko bi dejali bistveno nižje od tistega, kar gledamo danes, kar pomeni, da so pri Pirelliju izračunali, da bo energija oziroma temperatura na pnevmatikah morda višja in zato so bili prisiljeni ukrepati. A videli bomo, kako se bodo zadeve odrezale na dirki. Sedaj je pomembno pogledati, kakšna bo vremenska napoved. Sončno, petek, soboto in nedeljo, z možnostjo padavin, ki se bo gibala okrog 0%. Temperature bodo tukaj visoke in govorimo, da v petek se bodo gibale med 18 in 31 stopinjami, v soboto med 18 in 30 stopinjami Celzija, ter v nedeljo med 20 in 30 stopinjami Celzija.
Če k temu dodamo, da ne bo oblačno, da bo tudi sonce prispevalo k visoki temperaturi asfalta, bomo lahko videli, da kljub najtršemu izboru mešanic bi lahko imel kdo težave s temperaturami. A to bomo kot običajno ugotovili skupaj. Verjetno ste tudi vi zasledili, da v Madridu pri izgradnji nove proge imajo organizatorji rahle težave z pridobivanjem dokumentacije. Zato ni nujno, da bo ta dirka zadnja na znameniti progi v Montmelorju, ampak kot običajno bomo skupaj ugotovili, kaj nam prinaša prihodnost. Kar se tiče našega uvodnega prispevka k letošnji veliki nagradi Španije, seveda to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.